Takšen po zgledu Centra za usposabljanje Dolfke Boštjančič bi lahko bil center na Debelem rtiču. Izobraževalni del, pa dom, kjer bivajo osebe čez teden, prostori za usposabljanje in rehabilitacijo, telovadnica, bazen, zdravstveni del, kjer skrbijo za otroke in odrasle s hudimi zdravstvenimi težavami. Na Igu imajo tudi terapijo s konji, čebeljak in senzorni vrt. Na Debelem rtiču bo 24 mest za odrasle. Tam bodo vključeni tisti, ki so že zaključili šolske programe. Druga skupina pa bo 15 otrok in mladostnikov, ki se bodo še šolali. Center na Debelem rtiču bo že ob odprtju premajhen za vse, saj je vlog za sprejem več kot 70. Jaz se predstavljam, da bo tle, tako kot se pogovarjamo, bodo individualni pristopi, to je zelo pomembno. Seveda ta center bomo morali tudi soustvarjati starši z našimi otroki, z zaposlenimi, z tistim timom, kajti tiste 3 ure, ki smo na poti, bomo raje aktivno z otroki. Vizija, ki bodo sledili tudi v centru Obala na Debelem rtiču, je, da so tako otroci kot odrasli čim bolj samostojni in aktivni, vključeni v različne oblike zaposlitve in v družbo. Mi mislimo, da se bojo vključili v varstveni delovni center ali že tisti, ki je obstoječ, ali morda kakšen, ki se bo na novo odprl. Predvsem bi želeli, da se vključijo tudi v običajne zaposlitve. Sami imamo izkušnjo z gostilno v Ljubljani, zakaj ne bi bila še takšna v Kopru. Center Dolfke Boštjančič deluje v kar 16 enotah, od doma na Škofljici do varstveno-delovnih centrov in stanovanjskih skupin, kot je v Ljubljani na Vižmarjah, v kateri živi 19 oseb. Vsi varovanci po svojih močeh sodelujejo pri vsakodnevnih opravilih. Nekaj podobnega si želijo, da bi izraslo tudi na Obali. Ker zdaj smo prepuščeni sami sebi. Nimamo otroške psihiatrije, nimamo zagovornika, nimamo družinskega terapeuta. Smo sami. Zato je center na Obali nujen. Takrat, ko odrasteš, da ima vsak možnost, da ne živi s svojimi starši, ampak da živi z partnerjem ali pa svojimi prijatelji. Skratka, da se družine nekako povezujejo, vendar ne živijo skupaj. Veliko otrok, pa tudi odraslih, je zdaj več kot 100 kilometrov oddaljenih od doma v Stari Gori, Vipavi in na Igu, s centrom na Debelem rtiču pa bi bili le korak stran od doma.